pozdravljam v vlogi koordinatorice poročnih obredov na Blejskem gradu, ki deluje pod blagovno znamko Bled Castle Weddings in pa v okviru slogana Welcome to our forever, ki je dal ime tudi razstavi, za vedno. Hvala, da ste prišli pogledat, kaj srčnega novega se dogaja na Blejskem gradu. V čast mi je, da je tudi danes z nami gospa Leja Ferjan, direktorica Zavoda za kulturo Bled. Kasneje pa bo prišel tudi Anton Mežan, torej tudi naš novi župan, ker sta vsak posebej zaslužna za to, da se na Blejskem gradu medvi ljubezen. Seveda pa današnje razstave ne bi bilo brez naših zvezd. Ane Gregorič, Borisa Pretnarja, Mateje in Dejana Berguža, Blaža Popravca, Luke seveda. Hvala vsem. Pevke vokalne skupine Do Re Mi pod vodstvom Primoža Kerštajna so nas že s prvo pesmijo popeljale v svet mlade ljubezni. V noči, ki se spreminjajo v jutri. Oči so vedno veljale za vrata duše. In kot pravi naš pesnik, ljubezen se nas skrivaj rodi, da sploh ne ve zase. Od svetlih pogledov živi in tiho rase. Rase in se plemeniti, dokler se dva ne odločita, da je čas, da drug drugemu in svetu povesta na glas, da želita skupaj hoditi skozi življenje. Blejski grad, ki je skupaj z Vilo in Blejskim otokom tvori trojček poročnih lokacij, ki so jih konec leta 2022 v priznani popotniški reviji Condé Nast Traveler ponovno uvrstili med 10 najlepših poročnih destinacij sveta, zaljubljenim parom z veseljem odpira svoje vrata. V objemu grajskih zidov, ki so kot neme priče slišali že tisočero zaobljub, v grajskem spremstvu ter ob dih jemajočih razgledih, si dve srci rečeta da. Direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistra Leja Ferjan, se je že pred več kot 20 leti zavedala, da Blejski grad zaljubljencem lahko zelo veliko ponudi. Blagovna znamka Bled Castle Weddings je njena nagrada. Rezultat tega, da je znala v vseh teh letih prisluhniti parom, slediti trendom, modro izkoristiti in predvsem varovati arhitekturno in zgodovinsko dediščino gradu, ter skupaj s predano ekipo sodelavcev in zunanjih izvajalcev ustvarila izjemno uspešen produkt. Leja, prosim te za nekaj besed o tem, kako si videla poroke v preteklih letih in kaj nas čaka v prihodnje. Lep dober večer vsem zbranim na današnjem dogodku. V uvodu v razstavo, v otvoritev razstave, ki je v Grajskem stolpu na ogled še mesec dni. Tako da imate čas, če bo danes prehitro, pridite ponovno in vzemite si čas za res izredna dela naših umetnikov. Vesela sem, da sem danes med vami. Dolgo že delim zgodbe porok na Blejskem gradu, pravzaprav sem jih nekako, so se začele 2-3 leta pred mojim prihodom v Turizem Bled in potem, ko sem se preselila v Zavod za kulturo Bled, so šle poroke kar z menoj. Tako da, ko sem razmišljala, na koliko poročnih obredih sem bila, sem se ustavila skoraj pri številki 1000. Tako da to je kar nekaj veliko zgodb, veliko različnih začetkov življenja v dvoje, ampak vsak par po svoje ima svojo lepo zgodbo. Tako da ne bom tukaj se zadrževala, to je en zelo lep projekt, jaz sem vsa leta uživala v tem delu. Veselje mi je bilo srečevati vse vas in pa tudi ostale akterje, organizatorje in tudi ostale, ki pripomorejo, da se lepo uredi prostor, ostale sodelavce, s katerimi smo oblikovali programe skozi vsa ta leta, razvijali poroke na Blejskem gradu, pač postavljali tudi kakšne omejitve, kot je Darja omenila, to je le zgodovinski, arhitekturni, kulturni spomenik državnega pomena, s katerim pač moramo delati zelo tankočutno. Tako da mislim, da smo dobro z njim upravljali. Jaz vsem skupaj želim,
da se ta produkt razvija še naprej in da bo še veliko spominov zapisanih nad grajske zidove. Današnjega datuma pa nismo izbrali naključno. Danes goduje sveti Valentin, zavetnik mladostnikov, čebelarjev in mladoporočencev. Pri nas velja, da ima sveti Valentin ključ od korenin, da je znanilec pomladi, a 14. februar je pomemben datum tudi drugje po svetu. V indijskem koledarju, recimo, ta dan praznuje Bog zakona, kar pomeni, da je dosti blizu našemu pojmovanju. V ZDA pa naj bi bilo Valentinovo edini dan, ko je ženski dovoljeno moškega zaprositi za roko. Pravilo celo veleva, da ji mora fant, če jo zavrne, kupiti svilene nogavice. Poleg zaljubljencev pa si Valentinovo onkraj ljuže voščijo tudi prijatelji. In tudi pri nas, čeprav včasih tarnamo, da gre za urinjen praznik, naj Valentinovo velja za dan vseh, ki se imajo radi. Poročni obredi, ki jih izvajamo na Blejskem gradu, so popotnica zakonski sreči. In ta nepozaben dan je mozaik številnih dejavnikov. Lokacije, vremena in seveda ljudi. In zdaj si bom drzno sposodila izsek izgovora enega od pooblaščencev upravne enote Radovljica, Branka Piriha. Branko je danes na poznavnici. Zasluži si velik aplavz vrednosti, ki spremljamo njegove govore. Zato, ker Branko ima eno tako sposobnost, da tudi če ima 6 obredov na dan, ki imajo Branko, je čisto na vsakem svojim besedam vdihne dušo in mislim, da res vsem svatom, ženinu, nevesti in vsem, ki smo tam, seže v srce. Takole jim pošče. Sreča naj bo spremljevalka v vajinem zakonu. Ampak pri sreči je pač tako, da vedno ne more biti popolna. Kajti sreča, tudi tista v zakonu, je kot cvet, ki potrebuje sonce in dež. Pa tudi izsiliti je ne moremo. Vedno znova jo moramo sestavljati v mozaik. S strpnostjo, stanovitnostjo, s toplino, z dobroto, s hudomušnostjo, z nasmejanostjo, z občudovanjem in predvsem spoštovanjem. Je mogoče sploh še kaj dodati?
kamere in seveda ljudje, ki stojijo za njimi. Sicer se, kot sem že rekla, radi skrivajo, ampak prav oni so tisti, ki ujamejo čarobnost ljubezenske zgodbe. Hudomušnost nasmeha, strast v pogledu, jih shranijo in iz njih spišejo pravljico, ki jo zakonca lahko prebirata drug drugemu, svoji družini in prijateljem, tudi ko spomin nekoliko zbledi. Avtorji razstave Zavedno so jeseni 2022 z Zavodom za kulturo Bled sodelovali pri predstavitvi nove poročne lokacije, Grajskega parka. Zdaj pa smo jih povabili, da svoje stvaritve delijo še širšo javnostjo. Ana Gregorič, ki svojo strast do fotografije in življenje deli z Luko, zase pravi, da je kot fotografinja v nenehnem iskanju popolne svetlobe. Želi ujeti prav tisto posebno kretnjo, čustva, ukraden trenutek, ko se detajli zlijejo v enkratno celoto. In razstavljene fotografije so dokaz, da ji trmasti, kot zase pravi, da je, to odlično uspeva. Boris Prepner je ta domač fotograf. Kot vsi pravi blejci ima grad v krvi, saj praktično ni dneva, ko mu ne bi se prikradal v pogled. Boris se zdajle ne bo strinjal z mano, obiskovalci razstave in vsi pari, ki jih je slikal, pa se zagotovo bodo, ko rečem, da Boris skozi svoj objektiv v ljudeh in v dogodkih vedno najde tisto lepo. Tudi videograf Blaž Dobravec je z Bleda doma. Blaž se v vsakdanjem življenju ukvarja s podatkovno analitiko, razvedri pa se za kamero. Mlado oko in velike sanje so ga vodile k ustanovitvi blagovne znamke Wedding Chronicles in sam zase pravi, da uživa, ko v ekran lovi najlepše spomine. Predstavitev avtorjev sem začela s parom, Ano in Lukom. In tudi zaključujem z dvojcem. Mateja in Dejan Berbuš ustvarjata kot studio butik, njune videoposnetke porok pa najdemo tudi pod nazivom Storytelling Films. Mateja in Dejan verjameta v izvirnost, drugačnost, tehnično dovršenost in seveda v zgodbe. Obožujeta malenkosti in jih ves čas lovita. Tiste prve poglede, najglasnejše vriske navdušenja in najbolj globoke trenutke tišine med tema. Tudi one pa pravita, da so to zgodbe, ki potem na videu živijo večno. Ana, Luka, Blaž, Boris, Mateja, Dejan in vsi pari, ki ste jih slikali. Hvala vam. Hvala vam za strast, za ljubezen, za to, da te zgodbe delite z nami. Morda si boste razstavo, ki bo odprta do 31. marca, ogledala dva zaljubljenca. In se ne le drugega, zaljubila tudi v vse lepo, kar ponuja grad. In morda bodo v prihodnjih letih stene galerije Stolp krasile njune podobe. Ko ženina in nevesto tamle spodaj na stopnicah sprejmete grof in grofica, grajski gospod povabijo svate in zaročenca naj stopijo naprej, da bomo naredili to, za kjer smo prišli. In tudi jaz vas zdaj vabim, da po zadnji pesmi skupine Do Re Mi skupaj stopimo do galerije in si tam ogledamo razstavljene fotografije, videoposnetke, razstave Zavedno in rečemo še kakšno o porokah in o gradu. Naj bodo današnji dnevi in vsi zanimivi. Dan ljubezni. Skriv
Thank